Večer, mislim, da jaz moram začeti, ja. Jaz sem šele 92 let star, dvakrat sem mogel umreti, da sem tako star. Imel sem v življenju, rojen sem na Bledu, 19, ja. In spominjam se pa do 3. leta nazaj. Spomin imam tako daleč nazaj, zato imam dobro glavo in to je ta najbolj važno v življenju, da se cel življenje dela in tako sem ostal cel življenje tudi zdrav. Bil sem samo 14 dni bolen v življenju in da najbolj me je strah, da bi se kaj naredil zdaj. In 43. leta sem šel v Švico, čez gore, čez Sovleta, ledenik v Kur in prišel sem v Logar v Bernu. In v Bernu sem imel v glavi moj izum tkalni stroj in ta tkalni stroj sem jaz prodal. Prodal mi ga je žit in od tega žita sem se za cel življenje naučil, kako se naredi en posel, dober posel in dober prodajni uspeh. In ker sem dobil takrat 100.000 švicarskih frankov, sem rekel, to je bilo toliko denarja, da sem rekel, jaz bom postal izumitelj. Šel sem potem v Monterey, v Montereyju sem imel hišo na Lyonu, ja, in tam sem naredil eno društvo Patra in to za mašine, za delati šale. Ja. Od tam za šale sem delal še eno tekstilne mašine, velike mašine za Lyon, za eno fabriko in tam mi je spodletelo in sem bil za 500.000 švicarskih frankov v minusu. Tako da sem šel v eno cerkev tam toliko na Brezjah in sem hodil okoli po kolenih, da bi se slišal me kdo, da bi to nazaj poplačal. In res prišel je bankir iz Pariza, ime mi je bilo Bank Sanfal, ja, je bil direktor, je takoj videl, da je to dobra stvar in je poplačal vse račune, jaz sem dobil denar in sem rekel, zdaj grem pa prvo se skočiti v Monte Carlo. Sem prišel v Monte Carlo, sem prišel na izlet, seveda tam sem spoznal paša od Egipta, kateri je hotel kupiti mojo hčerko in tako sem prišel v ta najbolj družbo milijarderjev in te so mi pa ne pomagali, financirali tudi moje napake. Napake mi ni bilo treba plačati, zato zdaj bom kralja pregovoril, da naj moj izum, ki je bil za parfumerijo in to en razpršilec, ki ga imam tle, v Varžatu, to je pred 60 leti, sem naredil razpršilec za taške za žene. In ta razpršilec ima 18 delov in tega so kupili od Coco Chanela, Guerlaina, Elizabeth Arden in druge trgovine, kakor Marcel Frank, ki je bil kralj razpršilcev. In Porej sem pa rekel, zdaj pa bi jaz rad bil poznan in sem prosil kralja Faruka, da je naredi 1000 zlatih in te zlate podaril ženskom na talevečmu gala v Monte Carlo, to je gala Ptili Blond. In takrat je Muska povedala, napovedovalec je rekel, da je ženskam podaril kralj Faruk te vaporizatere, izumitelj je pa Peter Florjančič, jaz sem mogel vstati, so začeli ploskati in tako sem bil povsod poznan. Izumitelj mora imeti mir in sponzorje, da ve, da lahko dela, ker če moram misliti, kako bo jutri zaslužil za jesti, je že vsega konc. Mora pa 100% verovati, ja, v to, kar dela. Mora pa dobiti tudi
pravo, kompleten tim, ekipo, tim, kot je pri fuzbalu. Vsi morajo kar držati. Samo eden lahko odloča. Ta najbolj je bil za mene Monte Carlo. Princ je samo odločil, smo prinesli izume, so prišli strokovnjaki, so pogledali, to je za nič, to je dobro, to bomo financirali, to, in to se je vse v 5 minutah naredil. Ampak skozi Monte Carlo gre 3 bilijone evrov prometa skozi. In če pomislite, na tem omejknem mestu milijarderje, noben še ni bil ustreljen, ali pa odpeljan, ali pa kakšen zločin, ali pa vse te reči. Čist mirno se živi, mirno, zato samo eden ima zagovoriti in eden odloča, ne pa 100, ki se jih krega, kakor pri nas. Nekaj sem zadovoljen, da lahko delam do danes delam, tako da nimam cajta umreti. In vse sem zabral, kar sem imel, no, zaživeti imam še, a ne? In vam samo eno besedo rečemo, da največ v življenju je prijatelj. Prvič. Drugič, če vam reče, jaz te ljubim, rečite, jaz tudi mene. Tretjič, če vam reče, mi bo sodo znala, morate reči, jaz ga imam, pa ti ga nadam, ker bova se skregala, tako, če ti ga dam.